Želite, da imamo vklopljene te mikrofone, ne? Aha, ste... Vlada je prevzela predsedovanje ekonomsko-socialnemu svetu, zato trenutno jaz delujem kot predsedujoča ekonomsko-socialnemu svetu in bom tudi podala kratek povzetek, kaj se je na današnji 244. seji ekonomsko-socialnega sveta dogajalo. Obravnavali smo predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Tukaj gre predvsem za tehnično-organizacijski predpis, ki pomeni izpeljavo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki pa ima določene pomembne novosti in je lahko tudi štet kot del preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, predvsem v delu, ko govori, da je potrebno delavca prijaviti v socialna zavarovanja na dan nastopa dela in ne tako, kot je bilo sedaj v 8 dneh. So tudi določene druge rešitve, ki jih bo kasneje pojasnil generalni direktor. Ob tem smo opravili razpravo o tem predlogu zakona in sprejeli stališče strani socialnih partnerjev, da do srede socialni partnerji pošljajo pisne pripombe, do katerih se bomo kot pripravljalec zakona opredelili. Je pa Združenje delodajalcev Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica izrazila predvsem pomislek glede krajšanja tega 8-dnevnega roka za prijavo v socialno zavarovanje in ob tem je bila tudi opravljena razprava. Toliko morda o tem zakonu. Drugi zakon je bil ponovna obravnava zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. To so bile 4 delovne skupine na to temo. Danes je pač ekonomsko-socialni svet seznanil z rešitvami, ki so bile oblikovane strani delovne skupine. Bilo je potem zakon soglasno potrjen, vendar moram tukaj podati vejico in povedati, da so predvsem vseeno, je bil predvsem tak sklep sprejet zaradi tega, ker želimo skupaj izraziti stališče, da bomo naredili vse, kar je v moči socialnih partnerjev in vlade, da preprečujemo in zmanjšujemo obseg dela in zaposlovanja na črno. Bilo je pa strani delodajalcev izpostavljeno vprašanje učinkovitosti pregona šušmarjev in predvsem višina glob na tem področju. Tukaj smo omejeni zakonom o prekrških, ki določa določene omejitve na tem področju in smo se zavezali, da bomo poskušali v dogovoru s pristojnim ministrom to vprašanje reševati in pa seveda tudi izpostavljeno je bilo vprašanje medsosedske pomoči. Vendar smo se odanem, sem vesela za to podporo, torej da smo kljub tem pomislekom izraženi strani delodajalcev vseeno stopili skupaj in dali soglasno podporo temu zakonu, predvsem v smislu, da gre za korak naprej v pravo smer. Vsekakor pa bomo na preprečevanju dela in zaposlovanja na črno morali storiti še kak korak, predvsem gre pa za osveščanje o problematiki tega dela tako strani posameznikov kot tudi seveda delodajalcev. S tem seveda sivo ekonomijo kot tako je povezan tudi tretji zakon, ki je bil danes obravnavan, to je predlog zakona o inšpekciji dela, kjer smo želeli predvsem zagotoviti večjo učinkovitost strani inšpekcije dela in tudi ta zakon je obravnavala delovna skupina, ki pa ni dosegla konsenza glede predlaganih rešitev, torej je v zvezi s tem bil sprejet sklep, da smo obravnavali ta zakon. Vsekakor bodo potem posamezni socialni partnerji povedali, kakšna so njihova stališča. Mi seveda ocenjujemo, da gre za pomemben korak naprej v smeri večje učinkovitosti inšpekcije dela, predvsem s tem, da se krepijo njihove nadzorstvene pristojnosti, da se seli pristojnost preprečevanja in nadzora nad zaposlovanjem in delom na črno na CURS, torej na carinsko upravo in pa predvsem zaradi tega, ker vzpostavljamo v postopek dela tudi strokovne pomočnike, ki bodo v določenem elementu razbremenili inšpektore dela, da bodo lahko več na terenu
Seveda se pa zavedamo, da brez krepitve inšpekcije dela bomo težko, ne glede na te pomembne spremembe, učinkovitejši na tem področju. Potrebno je omeniti tudi, da smo želeli krepiti vlogo socialnih partnerjev. To je storjeno tako, da je sedaj predvideno strokovno telo, oblikovano pri Ministrstvu za delo, v katerega bodo vključena 2 predstavnika ministrstva in po 2 predstavnika sindikatov in delodajalcev, ki bo posvetovalno telo ministra in bo predvsem imel tudi določene pristojnosti na področju dajanja mnenj o tem, na kakšen način, kako bi lahko bolj učinkovito potekalo delo inšpekcije. Seveda je pa potrebno zagotoviti neodvisnost inšpekcije kot organa nadzora. Potem je bil 4. predlog zakona, ki je bil obravnavan, to je bil zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in 2015 na zahtevo Konfederacije sindikatov Pergam je bila ta točka obravnavana. Tukaj smo seveda sklepe, ki smo jih, je bilo predvsem, da smo se seznanili in pa izraženo je bilo tudi nestrinjanje sindikalne strani do nekaterih členov, bodo sami pojasnili. Oblikovano je bilo stališče, da bo Ministrstvo za finance proučilo te predloge in ukolikor resnično prihaja do neskladja med sprejetim dogovorom in pa tem zapisom v ZIPR-u bo to tudi odpravljeno, vendar vsekakor bo to še proučeno. To so bile glavne točke ekonomsko-socialnega sveta, sedaj pa predajam besedo tudi partnerjem. Vesela sem, da so danes z nami vsi predstavniki tako sindikatov kot delodajalcev, da lahko podajo tudi svoje videnje poteka seje ekonomsko-socialnega sveta. Gospod Semolič. Me čakajo kolegi v sosednji sobi zaradi nekih usklajevanj. Kar se tiče Zveze svobodnih sindikatov Slovenije pri zakonu o izvrševanju proračuna o predlogu, še zlasti nasprotujemo nameri, da bi zamrznili pokojnine do leta, torej do 31. decembra 2015, torej praktično do 2016. Dejstvo je, da je tudi med upokojenci vse več revščine, preko 150 tisoč upokojencev prejema pokojnine pod 500 evrov in ta revščina se v tej skupini izjemno poglablja. Krivično je, nehumano, da bremena, ki izvirajo predvsem iz sanacije finančnega sektorja, bank, tam je govora o milijardah evrov, sedaj preko proračuna in preko odprave eskalacije prenašamo na to skupino ljudi. Prav tako nasprotujemo nameri, da bi iz istega razloga doseganje nekih bilančnih uravnotežij, torej v tej igri številk, ki žal so v ospredju in se pozablja na ljudi, zamrznili tudi transfere posameznikom in gospodinjstvom. Tudi tukaj je predlog do 31. decembra 2015, kot tudi poseg v letni dodatek za upokojence. Zanimiva, to da žal pričakovana je bila reakcija na naš predlog, ki je znan, da bi tudi v Sloveniji uvedli davek na finančne transakcije, kot je predlog v Evropi in kot je že sprejeto to v nekaterih državah. Francija sodi zagotovo mednje. Zanimiva je reakcija, žal pričakovana, da bi bil izplen iz tega naslova le 10 milijonov evrov. Le 10 milijonov evrov. In seveda potem se doda še nekaj strahov. Pri upokojenci, pri letnem dodatku, ko se gre dol in ko se varčuje, je ta igra številk povsem drugačna. Tam nekih strahov pa ni. Pri njih so samo bilance, številke. Tako da zlasti v tem delu seveda svobodni sindikati nasprotujemo temu predlogu.
Hvala lepa, gospa ministrica. Torej, če me boste vprašali o tem, kdaj se bomo začeli pogajati o plačah za leto 2015, bom rekel, da toliko kot vi, namreč tudi jaz sem včeraj od ministra Čufarja po televiziji izvedel, da naj bi se pogajanja začela. Ampak zdaj resnim temam, to je zakon o izvrševanju proračuna. Mi smo danes zelo, bom rekel, ostro nasprotovali tistemu členu tega zakona, to je 50. člen zakona, ki opredeljuje, na kakšen način naj se število zaposlenih v javnem sektorju zmanjšuje v prihodnjem in v letu 2015, torej v letu 2014 in 2015. Pri čemer želim posebej počrtati, da seveda ne nasprotujemo temu zmanjševanju, ker smo se z njim strinjali v dogovoru. Problem je, da je ta člen zdaj to zmanjševanje, v resnici gre za restriktivno nenadomeščanje tistih, ki odidejo, zapisano v ZIPR-u v nasprotju z našim dogovorom, kajti naš dogovor je zelo jasno povedal, da bomo restriktivno nenadomeščali tiste, ki odidejo, medtem ko zdaj ta dikcija tega v zakonu govori o absolutnem zmanjševanju. In to je pa zdaj bistvo tega, kar želimo povedati, na ravni vsakega zavoda posebej, torej šole, bolnice, zdravstvenega doma, kar je pa eksplicitno v nasprotju s tem, kar smo se dogovorili, še več. Spomnili se boste, da smo julija Konfederacija sindikatov javnega sektorja zahtevali posebno točko na ekonomsko-socialnem svetu, kjer smo z ministrom Virantom in tu je bil tudi minister Pikalo, do zadnje vejce razčistili, da govorimo o zmanjševanju števila zaposlenih na ravni dejavnosti, ne pa vsakega zavoda. Kajti tako, kot zdaj piše v ZIPR-u, bi pomenilo, da neka šola ali zdravstveni dom, ki nima odhodov v pokoj ali v drugo zaposlitev, bi morali znižati število zaposlenih za 1%, kar pa pomeni tudi na koncu koncev iz naslova tehnoloških presežkov oziroma prenehanja delovnega razmerja zaradi poslovnih razlogov, ker bi zasledovali to zahtevo iz ZIPR-a, da se mora na vsakem zavodu zmanjšati za 1%. Pri čemer je minister Virant na tej seji ekonomsko-socialnega sveta, imam tu zapisnik potrjen, eksplicitno rekel, da v to zmanjševanje oziroma bolj restriktivno nenadomeščanje ne moremo upoštevati prenehanja iz poslovnih razlogov. Ta določba v ZIPR-u pravzaprav napeljuje na to, da bi morala šola ali bolnica, ki nima torej prenehan delovnih razmerov ali zaradi pokoja ali česa drugega, tudi zmanjševati število zaposlenih. In smo vztrajali, da se ta določba spremeni in popravi in dobili zagotovila, kot je ministrica že napovedala, da bo vlada to dikcijo preučila, kar seveda nas ne zadovoljuje, bomo vztrajali, da se popravi in da je v skladu z dogovorom. In tu bom še končal in sklenil z neko kritično pripombo. Prav to na nek način vedno znova obračanje in nekako slalomiranje mimo dogovorov je eden od pomembnih razlogov, da se zaupanje v izvršilno oblast v tej državi stalno zmanjšuje. In ne govorim samo o tej vladi, govorim praktično, da je to tako rekoč dobilo domovinsko pravico, da vlada na nek način izjemno težko se drži dogovorov, ki jih je podpisala, in to je treba za začetek izhoda iz krize najprej to spremeniti. Hvala lepa. Besedo še gospodu Novkoviču, izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi samo na kratko ponovil, da smo Gospodarske zbornice Slovenije, mislim, da s tistimi zadržki, ki jih je ministrica omenila tudi, oziroma pripombami, ki jih je omenila glede zakona o preučevanju dela in zaposlovanja na črno pri drugih delodajalcih, v bistvu podprli ta zakon, ker menimo, da je boj proti preprečevanju dela na črno eden od temeljnih bojev v tej državi, tudi kar zadeva krepitev zaupanja
Gre za seveda virus, skupaj z virusom celotne sive ekonomije, ki najeda tudi zdravje ekonomije in gospodarstva, in z tega zornega kota mislim, da je naše skupno poslanstvo, da vse skupaj borimo proti temu, ampak kot sem dejal, to je prvi korak, pričakujemo tudi, ko bomo videli, kako se bo v praksi to obneslo, naslednje korake, da bomo lahko ta zakon še izpopolnili oziroma pravila delovanja v praksi. Drugo točko pa, ker bi rad omenil, je samo to, da smo ob točki o izvrševanju proračuna še enkrat opozorili na svoje stališče in pravzaprav prepričanje, da žal proračun Republike Slovenije tudi za leto 2014 in 2015 ne odseva nove ekonomske politike, ne vodi k novim delovnim mestom v gospodarstvu in z tega zornega kota smo razočarani nad njim. Želeli smo več slišati o tem, da bi v trikotniku, kjer je na sredini seveda v tem momentu konsolidacija javnih financ oziroma proračun, na eni strani davki, na drugi strani reforme, videli bistveno več reform, ki bi odpravili tudi anomalije, ki se pojavljajo, ne samo strukturne reforme v tem smislu, in z tega zornega kota smo še enkrat izrazili naše prepričanje, da žal to po našem mnenju ne vodi, potrebujemo temeljitejše reforme. V nasprotnem primeru se lahko leta 2014 tukaj srečamo oktobra, recimo čez eno leto, z enim vprašanjem, ki zadeva izjavo tudi guvernerja dr. Boštjana Jazbeca, ki je denimo pred kratkim dejal, če tudi saniramo banke ob vseh špekulacijah v tem trenutku, koliko nas bo to stalo, in ne zagotovimo hkrati rasti gospodarstva, se nam lahko zgodi, da se bomo čez eno leto ali pa še malo prej ali pa kasneje spet srečali z novo sanacijo bank, ker se enostavno denarni tok ne bo obrnil, po domače povedano. In z tega zornega kota seveda je ključnega pomena, da po našem mnenju, da se vlada vendarle loti resnejših reform. Z tega zornega kota tudi pozdravljamo informacijo od strani Ministrstva za zdravje, da bo do konca leta po možnosti tudi pripravljena za medresorsko usklajevanje reforma zdravstva, ki je po našem mnenju ključnega pomena kot simbol, da želimo peljati zadeve v bolj reformne tokove, ki bodo na koncu korist vseh. Ne govorimo tukaj samo o gospodarstvu, govorimo o tem, ali bo v naslednjih letih mogoče financirati tudi druge družbene podsisteme, tako kot se vsi želimo, da bodo kvalitetno lahko delali. Hvala. Preden dam vam besedo, samo še morda to, da verjetno ni prostor za predstavitev vsebinskih predlogov sprememb, bo še ob drugi priložnosti. Jaz bi morda res ta trenutek izkoristila za to, da izrabim to, ko sedimo vsi socialni partnerji pred vami, da pozdravim to pripravljenost z vseh strani, da pristopimo k boju proti sivi ekonomiji in predvsem se zavedamo, kaj to pomeni za našo prihodnost, za socialno državo, za pravno državo in da pač ne glede na to, da morda včasih nismo popolnoma zadovoljni za posamezno rešitvijo, vseeno smo sposobni stopiti skupaj in reči, gremo skupaj v poti k preprečevanju dela in zaposlanja na črno, ki seveda z vidika posameznika pomeni zelo veliko izgubo in pa seveda tudi z vidika gospodarstva kot celote, tako da to bi res pozdravila to, kar smo danes dosegli za to mizo, kar ni lahko, ampak ko je potrebno, stopimo skupaj in lahko to soglasje dosežemo. Sedaj pa odpiram za vaše vprašanje. No. Nezaposlovanje v javnem sektorju. Presenetljiv. Jaz vseeno glede na situacijo, v kateri smo, v kateri se država nahaja, glede na finančne zmožnosti in predikcije, ki so bile z vidika resorja, ki ga pokrivam, sem vesela, da notri ni kaj več. Se mi zdi, da v danem trenutku to, da zamrznemo in da to pomeni, da se ne usklajuje z inflacijo, kar seveda ni malo, ne govorim, da to ni nepomemben ukrep, vendar vsekakor bi lahko bilo marsikaj drugače in sem jaz vesela, da smo ohranili vse socialne transfere, da ni posegel v letni regres upokojencev, skratka vseeno govorimo o tem, o neusklajevanju in glede na predikcije, ki so bile, tudi stvari, ki so se govorile, jaz mislim vseeno, da so stvari za naslednje leto
dobra in verjamem, da se pa lahko dogovorimo. Vlada ni imela namena kršiti dogovora, ki je bil sprejet, to je bilo večkrat tudi v okviru debat na vladi izpostavljeno in verjamem, da se bo pogledala ta dikcija 50. člena v ZIPRU in se bo uskladilo z dogovorom, ker ni bil namen vlade kršiti sprejetih dogovorov. Če je zakon o preprečevanju dela zaposlovanja na črno usklajen tudi na ravni ministrstev, če je za finančno ministrstvo to sprejemljivo in kaj zdaj s tem vavčerskim sistemom? Ja, jaz sem vesela, da lahko rečem, da smo tudi medresorsko v grobi rešitvi usklajeni, torej osebno dopolnilno delo. Bomo šli v smeri vavčerskega sistema malce drugače, kot je bilo prvotno predvideno, ker se je izkazalo, da strani vzpostavljenega sistema ni mogoče upeljati tak način plačevanja prispevkov, da bi ga fizične osebe plačevale te prispevke, zato smo malce drugače cel sistem zapeljali. Torej ostaja, da je osebno dopolnilno delo omejeno, tako da lahko upravlja fizična oseba za fizično osebo, enako ostaja, da se s pravilnikom določi seznam teh oblik dela, za katere se lahko upravlja osebno dopolnilno delo. Vsekakor gremo pa v smeri, da se delo, ki se danes upravlja, da ga ne selimo v polje črnega dela, vendar da ga pravimo v formalno ekonomijo s tem, da želimo, da je postopek enostaven na eni strani, v drugi strani pa, da se določeni prispevki oziroma v tem primeru davek plača tudi teh oblik dela in da počasi približujemo stroškovni vidik tega dela drugim oblikam dela. In sedaj je rešitev predlagana taka, da posameznik, ki opravlja dopolnilno delo, bi se na Zavodu za zdravstveno zavarovanje registriral in tam tudi plačal 4,55 evra prispevka za poškodbe pri delu. To je zelo pomembno, če se karkoli zgodi, da je ta oseba zavarovana. Tam bo voden tudi javni register ljudi, ki opravljajo ta dela. Po drugi strani pa naročnik, torej fizična oseba tega dela, seveda lahko javno dostopa, kdo ponuja to osebno dopolnilno delo. Hkrati bo pa moral, da ne bo opravljal, da ne bo zaposloval na črno, če tako rečem, malce v šali, bo preko VEM točke naj bi plačal vavčer, kupil vavčer v višini 6 evrov, kot to zdaj ne bodo prispevki, ampak naj bi bil socialni davek, katera sredstva se bodo zbirala na posebni proračunski postavki oziroma blagajni Ministrstva za delo in bodo uporabljena. Seveda to ni še dokončne rešitve, vendar vsekakor za namen zaposlovanja, predvsem v tem trenutku kaže na problem zaposlovanja starejših, torej bi želeli ta sredstva nameniti potem za tako spodbude delodajalcem za zaposlovanje starejših, oblikovanje delovnih prostorov. Skratka, da ustvarimo možnosti tudi za zaposlovanje starejših oziroma zmanjšamo te ovire. Se pa pogovarjamo tudi, da bodo dosegljivi tudi v fizični obliki kot koleki, ti vavčeri v obliki kolekov, kot je to v primeru upravnih taks, tako da bo hkrati z možnostjo te elektronskega poslovanja tudi možno, da se fizično kupijo te koleki, s tem bo seveda ta naročnik storitve poravnal svoje obveznosti. Je pa tako, da se bo plačalo, da bo plačal ta naročnik, ko bo kupil ta vavčer, bo za eno osebo, ki upravlja dopolnilno delo za en mesec pokril to svojo obveznost v višini 6 evrov. Zavedamo se, bilo je tudi kar nekaj diskusij o tem, koliko naj bi bila višina, kaj ne. Mi smo želeli predvsem iz obstoječega dopolnilnega dela ga tudi predstaviti bolj v javnosti kot možno obliko legalnega upravljanja dela, da s tem spodbudimo ljudi, da se prijavijo in s tem pač tudi naročniki, da lahko te storitve strani fizičnih oseb dobijo na legalni način. Ne želimo pa zajedati v formalna delovna razmerja na ta način, da bi ta oblika dela spodjedala, zato je omejena po višini. Letno mislim, da je omejitev sedaj predlagana 3600 evrov, tako da to so te ključni orisi bodoče ureditve osebnega dopolnilnega dela. Še kaj za dodati?
Tretje četrtine plačnih nesorazmerij za nazaj me zanima, če ste že dobili kakšno povabilo ali karkoli na sestanek z ministrom Virantom in če se sploh boste usklajevali in kakšne so možne rešitve. Minister si želi odlok ali obročno odplačevanje, omenja pa tudi znižanje plač javnim uslužbencem. No, najprej naj povem, da se mi zdi skrajno perverzno, če vlada predlaga, da potem, ko je izgubila sodbo na sodišču, da iz tega logično sledi, da jo naj pa javni uslužbenci pa plačamo. To je eden od predlogov ministra Viranta, ko je rekel, da bi pri izplačilu tretje četrtine hkrati tudi linearno znižali plače. Seveda pustimo podrobnosti, kajti to ne bi bil, ta operacija tudi sicer ne bi bila na ravni posameznih javnih uslužbencev nevtralna, šlo bi za to, da bi eni celo nekaj dobili, drugim bi pa še dodatno vzeli. Pri tem predlogu najkrajše bi potegnili tisti, ki so nedolžni, to je tisti, ki so vstopili v sistem po oktobru 2010 in ne bi odpravljali ničesar, pa bi kljub vsemu bili kaznovani za celotno vsoto tega linearnega znižanja. Zdi se mi tudi, bom rekel, nekako čudno, ko očitajo enemu delu sindikatov, da smo oktobra 2010 podpisali to preložitev izplačila tretje četrtine. Za zakonitost je nedvomno odgovorna vlada, ne pa sindikati, ki smo to podpisali, mi smo jo z pomembnim in ključnim razlogom podpisali to odložitev. Namreč takrat je vlada na sodišče vložila prenehanje vseh kolektivnih pogodb in mi bi ostali brez kolektivnih pogodb, kar bi pomenili, da bi se spremenili v trop ovc, ki bi jih vlada lahko strigla vsakič, ko bi imela 5 minut časa. Namreč ne bi bili več v poziciji, da bi se sploh lahko pogajali o ceni dela in jasno, da je bilo z našega stališča to logično. V vsakem primeru Konfederacija sindikatov javnega sektorja bo drugi teden zasedala na to temo pred njeno predsedstvo, ampak že zdaj je jasno, glede na odzive posameznih sindikatov, da ne bomo pristali na nobeno rešitev, ki bi vsebovala dodatno znižanje plač, ki bi nastopilo pred decembrom leta 2014. Namreč mi imamo z vlado dogovor, ki ga je vlada pri polni zavesti podpisala, predsednica vlade in njeni ministri, vključno s finančnim ministrom, nekajkrat ponovili, da dodatnih posegov v plače do konca leta 2014 ne bo in to mislimo tudi vztrajati pri tem. Zakon je bil sprejet strani vlade in gre zdaj v državni zbor. Torej postopek v državnem zboru je pač preko branja je jasen, tako da nekaj časa še je seveda, ampak v okviru usklajevanja v državnem zboru. Da tisto, kar nas moti, je zdaj mogoče spremeniti zgolj še z amandmaji pač posameznih poslanskih skupin, kar otežuje iskanje soglasja pri teh členih, ki so izrazito konfliktni. Kaj pa delo na črno, pa inšpekcija, greste na vlado prihodnji teden že, ali kako je časovnica, če lahko poveste? Moramo še nekaj medresorskega usklajevanja opraviti, tako da vkolikor bo medresorsko usklajeno že naslednji teden, drugače pa en teden kasneje. V čim krajšem možnem času, predvsem zakon o preprečevanju dela na črno, bi pa želela vse 3 zakone, ki so bili danes skupaj peljati, ker dejansko skupaj predstavljajo kar en pomemben korak k preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Predvsem tisto, kar nisem morda izpostavila, to zakon o evidencah, ki je tako tehničen predpis, ampak s to novelo, da naj bi bilo
potrebno, da je delavec prijavljen v socialno zavarovanje, ko nastopi z delom, je to po raziskavi Eurofonda ena izmed najbolj učinkovitih ukrepov zmanjševanja dela in zaposlovanja na črno. Tako da morda včasih s kakšno tako rešitvijo dosežemo mnogo več, kot morda na kakšne druge, ko veliko v javnosti o njih govorimo. Tako da vsekakor v čim krajšem možnem času je pa treba seveda slediti temu, da so zakoni medresorsko usklajeni, so že v tem času seveda usklajevanja potekala, vendar glede na moje sedaj izkušnje za socialno zakonodajo bom rajce malo previdna pa dala kakšen teden več, da ne bomo potem v navzkrižju z obljubami.